smo vsi. Spoštovani novinarji, predstavniki medijev, to pozdravljeni na novinarski konferenciji pred začetkom Lige za prvaka v državnem prvenstvu za moške. Z mano je danes 6 trenerjev, vseh 6 ekip, ki bodo nastopali v tem delu tekmovanja. Torej, Rogaška, Zlatorog, Helios so si mesto zagotovili skozi prvi del državnega prvenstva, medtem ko se v tej fazi tekmovanja pridružujejo Union Olimpija, Novomeška Krka in pa aktualni prvak Tajfun. Preden damo besedo trenerjem, bi vas rad samo obvestil oziroma napovedal, da bo slovenska prva moška košarkarska liga v kratkem obdobju, v kratkem dobila novega sponzorja. Obenem ste bili tudi že seznanjeni v tem tednu, da sistem tekmovanja v tej sezoni ostaja enak. Velik del tekem pa bo tudi v tej fazi tekmovanja moč spremljati na televiziji in spletnih prenosih. Imamo 6 tekem na televiziji Slovenija in pa 12 spletnih prenosov na naši strani. Tako da bo gotovo zanimivo in lahko bomo spremljali tudi medijsko vse boje v tem delu tekmovanja. V samem sistemu tekmovanja veste, da pač teh 6 moštev se bo borilo za čim boljše izhodišče v četrtfinalu, se jim boste pridružili še najboljši ekipi iz Lige za obstanek, kjer bo dejansko sodeč po včerajšnjih rezultatih in presenečenjih na nek način še zelo zanimivo. Liga za prvaka se začne s prvim krogom to soboto. Pari so Zlatorog, Union Olimpija, Rogaška, Helios Suns in pa Krka Tajfun. Vse tekme se bodo začele ob 19. uri. Obračuni iz Rogaške Slatine pa boste lahko spremljali preko že prej omenjenega spletnega prenosa. Zdaj pa predlagam, da damo besedo trenerjem, tako da jaz predlagam, da bo vsak trener povedal svoje pričakovanja, na koncu boste pa seveda imeli priložnost tudi vi za vprašanje. Pa bi kar začel pri prvem paru, pivovarski derbi, kjer se boste po četrtfinalu pokala Šparzov srečala Zlatorog in Union Olimpija. Gospod Aleš Pipan, trener Zlatoroga, kakšne so vaše pričakovanja, želje v tej fazi tekmovanja in kakšno je stanje v vaši ekipi? Hvala za besedo. Prvo lep pozdrav vsem novinarjem, spoštovanim kolegom. Rekel bi takole, v bistvu mislim, da smo dobro izkoristili ta premor, manjšo pauzo, prvo malo za počitek, potem pa za nekako regeneracijo in napolnili smo baterije za to ligo za prvaka. Mislim, da nas čaka zanimivo prvenstvo, zanimiva liga, po mojem dokaj izenačena. Kar se tiče Zlatoroga, mislim, da smo pripravljeni in nekako gremo v to ligo z optimizmom, tekmo po tekmo, kajti vse skupaj, kot ste rekel, se gre za čim boljšo uvrstitev, čim boljšo pozicijo pred play-offom in mislim, da je potrebno pač pravo formo, tekmovalno formo dobiti takrat, ko bo to najbolj potrebno, se pravi v razigravanju. Kar se tiče sobotne tekme proti Olimpiji, to tekmo vedno predvsem sproščeno, brez kakšnih pritiskov, vsi igralci so zdravi in v bistvu komaj čakajo, da se vse skupaj začne. Želim si, da bi igrali pač sproščeno, da bi pokazali dobro košarko v vseh segmentih košarkarske igre, kako bo to prineslo, bomo pa videli soboto. Hvala lepa. Gašper Potočnik, enako vprašanje tudi za vas. Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Prvo bi rad čestitil trenerjem vsem 3 ekip, ki so se skozi slovensko ligo uvrstili v to ligo za prvaka na njihovem uspešnem prvem delu sezone.
Pridružujem se mnenju naše ekipa pred mano, da nas čaka verjetno zelo izenačena liga, praktično vsak zagotovo lahko premaga vsakega, tako da bo odločala maksimalna pripravljenost, koncentracija, nenazadnje tudi dnevna forma na vseh teh tekmah in se veselim pač te lige za prvaka. Kar se tiče Olimpije, imeli smo kar nekaj težav v zadnjem obdobju, posebej po tisti tekmi s Partizanom oziroma po tej zaključku in Evropskega pokala, potem ABA lige z pač temi poškodbami, tudi boleznimi, nismo imeli pač sreče s tem, tako da smo imeli v tem obdobju kar teh 14 dni problemi s treningom, vendar kljub vsemu verjamem, da smo se uspeli spočiti in da dokaj dobro pripravljeni pričakujemo to prvo tekmo. Sigurno bo zelo zahtevna, zato Rok je že v samem pokalu pokazal, za kakega nasprotnika gre. Zdaj so se še dodatno okrepili, tako da se zavedamo, da nas čaka zelo težka naloga, ampak ne glede na to, tako kot že celo sezono ponavljam, mene zanima ne samo na tej tekmi, ampak na vseh tekmah, predvsem kako bomo mi igrali naša igra, ker samo z eno dobro igro, z eno timsko igro lahko pridemo do željenega, to pa je pač pozitiven rezultat praktično na vsake tekme. Hvala. Gašper, hvala. Drugi sobotni par sta sestavljali ekipi Rogaške in Helios Sanso, ki sta se v tej sezoni že dobro spoznali, saj sta že igrala, mislim, da 4-krat, 2-krat v državnem prvenstvu, 2-krat v pokalu. Gospod Damjan Novaković se me pridružil direktno iz priprav svojega kluba. Kako je ekipa Rogaške pripravljena na Ligo za prvaka? Jaz bi ponovil tudi lep pozdrav vsem novinarjem, kolegom, trenerjem in se tudi strinjal z kolegom Pipanom, ki je omenil, da se bodo pač v tem delu delale pozicije za četrtfinale. Koliko vem, niso samo pozicije, tudi sistem isti enak kot lani, da se prva dva uvrstita v Euroligo v primeru, da ali ne. Sistem je enak kot lani. Enak kot lani. Torej, razen tega se bodo tiste ekipe, ki so na nek način favoriti za uvrstitev v Euroligo, borili za tiste svoje pozicije. Mi smo že šesti in ne moramo zastaviti cilj 6. ali pa 5. mesto, zato bomo pač poskušali v teh 10 tekmah izboriti prednost domačega igrišča v četrtfinalu. Torej, je to neka majhna prednost, čeprav menim, da bo tudi v četrtfinalu kar negotovo sistem je pisal na kožo mogoče ekipam kot smo mi in ki nismo pod nekim pritiskom rezultata, tako da nisem najbolj pripričan, da bo recimo tretji z lahkoto opravil šestim v četrtfinalu, tako da vse te opcije možne. Smo pa po zdravstvenih težavah, ko smo zadnje 3 tekme prvenstva odigrali nekompletni, se skompletirali, na treningi delujejo vsi. Vprašanje je, če sta Davis in Remek v isti formi, ko sta bila pred poškodbom, ampak časa je dovolj. Kako smo vsi povedali, do tistega četrtfinala, ko se bodo resnično delile karte. Kar pa zadeva tekmo s Heliosom, z izjemo prve, ko je še Helios bil v neki čudni fazi in z menjavami igralcev še ni zadev, ko smo pač visoko premagali Helios v Rogaški, ostale tekme so bile kar izenačene in so se odločale v zadnjih 15 sekundah, tako da verjetno bo v soboto tudi tako, ampak pač verjamemo, da smo sposobni sploh s pomočjo naše zveste publike priti do prve zmage. Hvala lepa. Gospod Vulić, vaša pot do Lige za prvaka je bila na nek način še najbolj turbulentna. Kakšno je stanje v ekipi, kaj pričakujete v preostanku sezone in pa kako se pripravljate na prvo tekmo proti Rogaški? Isto bi pozdravio sve i ispričao bi se odmah, pošto ću ja govoriti na hrvatskom, u 2-3 mjeseca ipak slovenski moj nije tako dobar da bi mogao sad odmah komunicirati s nama na slovenskom, ali ipak upam da bomo se razumeli. Znači, nakon
ovog uvrštenja u Ligu za prvaka i Alpe Adria Kupa. Kod nas je naravno očekivano došlo do jednog emotivnog pražnjenja i ovih 15 dana prije svega smo potrošili na to da ponovo da se malo odmorimo i da ponovo mobiliziramo momčad za ovaj nastavak sezona. Ako govorimo o planovima, klub je trenutno u takvom jednom vakumu da nekakve dugoročne planove ne možemo donositi. Za ovu Ligu za prvaka naš cilj je da idemo utakmicu po utakmicu, da odigramo što je moguće bolje, a nekakav krajnji plasman, krajnji cilj ne bi u ovom trenutku stavio kao imperativ pred momčad. Prva utakmica sa Rogaškom, kao što je kolega Novaković rekao, zadnje 3 su bile prilično neizvjesne, očekujemo da će biti tako i ova sljedeća, možda Rogaška malo u prednosti zbog domaćeg terena, a sa svoje strane ono što ja najviše priželjkujem je da budemo koliko toliko zdravi i kompletirani. Znači imamo nekih problema sa ozljedama, u ovom trenutku ne znamo u kakvom ćemo sastavu istrčati u Rogaškoj, ali imamo obavezu odigrati najbolje što možemo i pokušati uzeti ta 2 boda u Rogaškoj. Hvala lepa. Preostali sobotni par sestavljata zadnja državna prvaka Slovenije, ki sta na nek način tik pred začetkom Lige za prvaka opravili, če se lahko izrazim po NBS-ko, nekakšno zamenjavo. Pa me zanima, gospod Vladimir Anzulović, kakšna so vaša pričakovanja pred sobotno tekmo in pa v sami Ligi za prvaka? Lep pozdrav vsem. Pridružil bi se čestitkami za 3 kluba, ki sta se uvrstila v Ligu za prvaka. Kar se tiče Krke, pričakovanja su vedno iste. Krki je cilj zmeri biti pri vrhu slovenske košarke. To nam je uspevalo zadnjih letih. In pravim, Liga za prvaka ne bo enostavna. Kakor vidite, vsi menijo, da so zmožni zmag, to su dokazali že in kakor spremljam ostale lige v tem okrožju, mislim, da Slovenska liga za prvaka je veliko močnejša od ostalih lig, če lahko rečemo ex-Jugoslavije. Kolege su že povedali o nekaterih stvarih, ki bodo odločale. Jaz bi pa se mogoče nadovezal na to, da bo veliko pomenila motiviranost. Naši igralci, govorim igralci Krke, su bili pod hudim pritiskom 1 mesec pa pol, kar se tiče pokala, kar se tiče obstanka v ABA ligi, kar se tiče evropskih tekmovanj. In mislim, da v tem delu sezone motiviranost bo ena od ključnih stvari. V soboto nam pride Tajfun, ki v slovenskem prvenstvu v zadnje čase nimamo dobrih izkušenj. Zelo respektiram ekipo Tajfuna. Pokazali so že, česar so zmožni in to sezono, in lansko sezono. Tekme, upam, da bo tekma zanimiva kot vedno med naša 2 kluba. In, kakor sem rekel, zdravje, motiviranost, dnevna forma je ta, koja bo odločila skoraj vsako tekmo v tej ligi za prvaka. Upam, da bomo se na koncu veselili mi. Hvala lepa. Gospod Dejan Mihevc, če se ne motim, ste v zadnjih dneh tudi vi se podali na mini priprave. Kakšno je stanje v ekipi in vaše pričakovanja? Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Tudi jaz se pridružujem čestitkam vsem 3 ekipam, ki so se preko Slovenske lige uvrstili v Ligo za prvaka. Mislim, da so vse 3 ekipe tukaj zaslužene in da so 3 najboljše ekipe tukaj, kar nam še enkrat več, da je potrditev, oziroma neko napoved, da Liga za prvaka letos bo sigurno izenačena in pa zanimiva, kot verjetno še nikoli do zdaj. Kar mogoče, če odgovorim, to je napačna informacija, nismo bili na nobenih mini pripravah.
Tako da bolj smo bili na mini kliniki zdravljenja, tako da to, no. Kar se tiče same lige za prvaka in naših ciljev, je predvsem to, da glede v situaciji trenutno, kakršni smo zdaj, gremo tekmo po tekmo in tudi ligo za prvaka poskušamo izkoristiti za to, da prijemo optimalno pripravljeni potem v četrtfinale. Seveda želimo si čim boljše pozicije potem za četrtfinale, ampak se zdaj trenutno z končnim rezultatom ne obremenjujemo. Pomembno je, da se čim boljše rehabilitiramo, še vedno imamo Zimić, bo še kar nekaj časa, preden se bo pridružil ekipi za to prvo tekmo. Tudi Ponjavić skoraj 100% še ne bo igral, medtem ko vsi ostali, če bo vse normalno in srečno, mislim, da bi mogli nastopiti. Kar se tiče naše tekme s Krko, mislim, da kjerokoli tekmo pogledamo, zdaj v prvem kolu gre za derbi, mislim, da tudi vse tekme v nadaljevanju bodo derbi. Sigurno mi ne odhajamo v Novo mesto z belo zastavo, zavedamo pa se, da ekipa Krke je tudi v zadnjem času precej dvignila formo, da je tudi igralsko zelo močna na vseh pozicijah. V zadnjih dveh tekmah, ko smo igrali, so nas tudi premagali in vemo, da nas čaka težka naloga, ampak mi bomo naredili vse, da poskušamo tam preseneti. Hvala lepa, hvala vsem trenerjem. Gospodje novinarji, vabljeni ste za vprašanja trenerjem. Dobro, če ni vprašanj, vabimo še na malo zakusko in pa na kratko druženje. Gospodje, samo še ena slika vse skupaj, če lahko.